Na Belvederju nad Izolo se razprostira velik oljčni nasad, ki daje vrhunsko ekološko hladno stisnjeno oljčno olje, na katerega so v ekoresortu Belveder zelo ponosni in zato tudi z njim razvajajo svoje goste. Leja, pozdravljena. Zdravljena. Vi Primorci ste navajeni na tako laburjo, ne? Ja, kar smo navajeni. Letos sicer traja malo dolgo, ampak v redu. Ampak danes bomo govorili o oljkah, o vašem oljčnem nasadu. Zelo ste ponosni nanjo, ne? Ja, tako se tudi burja pripomore konec koncev k temu, da je naše oljčno olje tako dobro. Hoteli Belveder se ponašajo z svojim oljčnim nasadom. Imamo kar 1100 oljk in pridelujemo odlično ekološko oljčno olje. Letos smo dobili tudi priznanje zlate oljčne vejice in pa seveda tudi priznanje za ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre, torej z geografskim poreklom, tako da smo še posebej ponosni za to. Kdo pa skrbi za ta vaš oljčni nasad? Za ta naš oljčni nasad skrbijo pridne roke naših zaposlenih, kar nekaj jih je vključenih v to. Tudi oljke sami strižemo, sami pobiramo, tako da je kar nekaj dela s tem, ampak vseeno nekako zmoremo. Z najlepšo energijo, a ne? Tako. Kakšna pa je zdravilnost oljčnega olja? Ja, oljčno olje ima zelo veliko polifenolov, je odlično, mi mu pravimo tudi kar tekoče zlato. Kot veste, uporablja se lahko tako v kulinariki, kot tudi mi ga uporabljamo pri masažah, tudi ga sami izdelujemo, torej oljčno olje z sivkinimi cvetovi. Potem ena od naših zaposlenih tudi sama pobira sivko, prideluje tudi sivkin hidrolat, ki ga potem našim gostom ponujamo kot darilce v sobah in pa dodajamo tudi k oljčnemu olju, tako da imamo tako mediteransko oljčno olje za nego kože, ki je izredno dobro proti staranju. Drugače pa, kot vemo, za uživanje pa za vse kardiovaskularne probleme, seveda oljčno olje je najbolj znano kot najboljša maščoba. Kaj pa pomeni, da je vaše oljčno olje ekološko? To pomeni, da je potrebno tretirati drugače tako zemljo, podvržen si kar nekaj analizam, kot tudi seveda potem tretiranje samih oljk, torej pri špricanju je treba biti z ekološkimi škropivi. Seveda tukaj, ki smo na območju morskem, torej imamo morje zelo v bližini, je tudi kar nekaj oljčne muhe, pa je treba včasih seveda uporabiti kakšno sredstvo proti temu. Mi veliko uporabljamo tudi te lovilce, oljčne muhe, tako da pač si pomagamo nekako bolj z ekološkimi načini. Vem, da imate tudi zelo zanimiv kemp, en del kempa pod Borovci, drugi del pa pod oljkami, a ne? Tako, en del kempa uporabljamo za ekološko kempiranje, kjer lahko prav pod oljkami si postaviš šotor, tam je seveda dovoljeno samo šotorenje. In pa seveda, kar je tudi lepo, eno tako posebno doživetje, tja v ta oljčnik se lahko odpelješ z našim električnim kolesom in z košarico dobrot in imaš piknik tudi. Enkrat sva ga celo imeli tudi midve priliko, tako da je tudi to eno posebno doživetje za naše goste. Leja, pa je pomembno, kakšne vrste so recimo oljke? Mi imamo 4 vrste oljk v našem oljčnem nasadu. Naprimer, sicer prevladuje istrska belica. Istrska belica je tukaj naša avtohtona vrsta, pa kar je pomembno, v bistvu iz njih dobimo največ olja, torej oljevitost je največja pri istrski belici. Potem druga sorta, ki je tudi zelo znana in pa predvsem znana kot piranska sorta, je štorta. Namenjena je predvsem za vlaganje, tudi mi jo uporabljamo za vlaganje, ima zelo aromatičen okus,
Potem buga. Buga je prav tako avtohtona domača sorta, ki je razširjena po vsej Istri. Potem pa še četrta je pa ličino. Ličino je pa sorta, ki je nekako druga najbolj razširjena v slovenski Istri. Rodnost je zelo dobra in pa količina olja tudi visoka. Torej, naše oljčno olje je sestavljeno iz vseh teh 4 vrst sort oljk, ki smo jih našteli, in je v bistvu en tak odličen kuve. Velikokrat sem pri vas in vem, da gostje v restavraciji Kamin dobimo tudi tole vaše oljčno olje. Ja, seveda, naše oljčno olje je osnova naše kulinarike v restavraciji Kamin, ki v bistvu začini skoraj vsako jed v naši restavraciji. Gostje ga lahko tudi na koncu kupijo, torej tudi kar veliko ga našim gostom potem prodamo, in da si ga lahko odnesejo domov za spomin oziroma seveda za začinjanje jedi doma. In spomin na Belvedera, ne Leja? Tele olive gledam, to je pa novost letos, kaj ne Leja? Ja, letos smo se lotili tudi vlaganja oljk, smo rekli, zakaj pa ne. Letos je bilo letina zelo dobra, pridelali smo kar 2300 litrov olja, no, in smo se odločili, da bomo tudi vlagali dvojne različne oljke, in sicer ene v naše olivno, torej oljčno olje, in ene v slanico. Tako da smo naredili tudi to za naše goste, seveda pa te oljke dobite tudi pri naših domačih narezkih v naši restavraciji Kamin, torej tudi pri naši kulinariki. Poletje je pred vrati, lahko še povabiva naše gledalce k vam, tako tiste hotelske goste, kot recimo tudi tiste, ki radi kampirajo. Ja, z velikim veseljem, poletje je pred vrati, lepo se nam tudi že nekako polni sezona, tako da vsi lepo dobrodošli na Belveder, kjer lahko seveda tako uživajo v hotelu. Imamo 2 različne vrste namestitev, hotel s 3 zvezdicami, hotel s 4 zvezdicami in pa seveda tudi avtokemp, kjer je veliko kamperjev, šotorov, prikolic, tako da vse vrste kempiranja tudi dobrodošli. In kot vedno jaz dodam na koncu, le streljajo od Ljubljane. Tako in na najlepšem razgledu.